Izjemno moram reči, da zdaj Toša v živo nisem gledala že 15 let, tako da v bistvu nisem čist vedela, kakšno varianto nam bo pripravil za nocoj. In moram reči, da od prvega trenutka, ko je stopil na oder, nas je vse očaral. Gledalci so mu dobesedno jedli iz roke. 1:40 brez praktično predaha nas je držal res v smehu, v eni krasni, dobri energiji, ki nas je vse skupaj povezala kot eno, se mi zdi. Tako da naš večer ne samo, da je bil izjemno duhovit in izjemno resničen na nek način, ampak nas je tudi vse gledalce povezal v eni taki, kako reke, identifikaciji sebe, svojih lastnih napak, recimo, ali pa prednosti in hkrati razmislek o tem času, v katerem živimo, ki je v bistvu prisoten že 100 let, kot smo na koncu izvedeli. Plesni forum Kontakt se že več kot 20 let ukvarja med drugim tudi z organizacijo koncertov in prireditev in naš edini kriterij je, da izbiramo najboljše. In zdaj se je nekako pojavila priložnost, da Tadeja povabimo. Prvič je zdaj trenutno zelo v medijih prisoten, drugič vem, da je odličen igralec v prvi vrsti in da je izjemen, kako bi rekla, interpretator svojih misli. Hitro sledi svojim mislim in dejansko vedno zadene, kako se temu reče, tisto, piko na i ali pa mogoče, da rečem, bob reče vedno, brezkompromisen je in direkten in to je meni izredno všeč. Veliko je danes teh stand-up komikov, ki so zdaj trenutno zelo popularni, ampak on je res eden izmed najboljših, vse brez konkurence. Tako da se je pojavil sam po sebi, zdaj sem pa jaz na vrsti. Je bilo pa res težko ga dobiti, ker je trenutno zelo aktiven, dela za televizijo, za gledališča, po Sloveniji ga vabijo na vse konce in kraje, tako da ga je bilo izredno težko dobiti, ampak smo veseli, da smo ujeli ta moment danes tukaj pri nas v Plesnem forumu. Krasne stvari. Torej novembra imamo še 2 prireditvi v sodelovanju s Hišo kulture. Naslednji teden se predstavlja glasbeno-scenski dogodek o ljubezni. Moram reči, da tudi sama ne vem natančno, kaj se bo dogajalo, ker je malce obdano v skrivnost. Čez 14 dni pa pripravljamo skupaj en plesno-gledališki dogodek, ki smo ga poimenovali Pika Amenstop, na temo nekih skritih želja. In mladi plesalci se bodo predstavili skozi celovečerni projekt na temo svojih želja in svoje lastne identifikacije. Kot goste pa imamo tudi Velenjski plesni teater s predstavo Ženski kupe. Evo, to je zdaj novembrski program, oziroma še ena krasna poslastica nas čaka. Obiskal nas bo tudi pisatelj Feri Lajšček, ki je ravno v zadnjem času izdal kar nekaj knjig in jih predstavlja po Sloveniji. In mi je potožil, da edino v Celje ga ne vabijo in smo ga potem mi povabili, ker smo sodelovali v otroškem projektu Škrat Sanjavec. Tako da smo veseli, da bo ravno pri nas v Celju. Torej, to je november. Decembra nas počaka ena krasna poslastica, Zoran Predin in Matija Dedič, ki bosta predstavila svoj album Tragovi v sjeti. V hrvaščini je poimenovan, ker v bistvu je narejen za bivšo jugoslovansko tržišče in sta imela čudovito turnejo že po državah bivše Jugoslavije in zdaj prihaja na vrsto Slovenija. In prvi koncert bo v Plesnem forumu Celje 6. decembra.